Gasilska brigada Ljubljana ob 100-letnici delovanja. 100 nasvetov za 100 let. Tokrat vam svetujejo, kako ravnati v primeru požara v naravi. Ogenj je potrebno kuriti na urejenih kuriščih, ki so primerno oddaljena od hiš, ki so primerno očiščena, da se ogenj ne bi širil na objekte oziroma naprej po travi. Nikoli ne smemo kuriti v vetrovnem vremenu, saj veter raznese saje na posušeno travo ali pa na objekte. Vedno, ko kurimo, moramo imeti na dosegu roke gasilna sredstva, kot so na primer vedro z vodo, vrtno cev za zalivanje, lahko tudi kakšen gasilnik, če ga imamo doma. Kadar se odločimo za kurjenje urejenega kurišča, za podžig nikoli ne uporabljamo vnetljivih tekočin, saj te lahko burno reagirajo in nas poškodujejo. Ko enkrat urejeno kurišče zakurimo, ognja nikoli ne zapuščamo, saj se ta lahko zelo hitro razširi in nam uide. Kadar je daljše odsotnosti padavin, Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije izda uredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju. Takrat je strogo prepovedano kakršnekoli kurjenje. V primeru, da nam ogenj uide izpod nadzora, je takoj potrebno poklicati na številko 112, saj se ogenj hitreje širi v naravi zaradi vpliva vetra. Vsak občan, ki opazi kurjenje v naravi in o tem obvesti številko 112, naj poskuša določiti tudi čim bolj točno lokacijo. Kajti v naravi nimamo hišnih številk, nimamo naslovov in je za nas gasilce še toliko bolj pomembna točna lokacija. Ob klicu na številko 112 je za gasilce tudi zelo pomemben podatek o velikosti požara, kako velik je in kako hitro se širi. Obenem, če območje poznate, pa priporočate gasilcem tudi najboljšo dostopno pot do požarišča, kajti mi na vseh lokacijah pač nismo domači. Ko zaključimo s kurjenjem na urejenem kurišču, delo še ni končano. Pogorišče je potrebno dokončno pogasiti, obilno zaliti z vodo, mogoče celo zasuti s kakšnim peskom in se seveda prepričati, da je res dokončno pogašeno in da nas nič ne bo presenetilo čez kakšno uro ali dve. Kaj storiti v primeru, če v naravi opaziš ogenj? Poglej v okolici, ali kdo ogenj nadzoruje. Pokliči 112. Povej, kdo si. Povej, kaj se je zgodilo. Posreduj točno lokacijo požara. Oceni površino, ki jo je ogenj zajel. Ne odloži telefona, dokler ti tega operater ne dovoli. Dostop gasilcev do točk v gozdu je omejen in traja dlje, zato je hiter klic na številko 112 zelo pomemben. Ne odlašaj, pokliči in pomagaj.